Slovenci živimo v eni najuspešnejših držav na svetu, vsaj sodeč po indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ugledni ameriški Atlantski svet. Slovenija se je uvrstila na visoko 10. mesto, kar 30 od 40 držav, 40 mest na lestvici zasedajo evropske države. Slovenija je sicer prehitela številne večje in gospodarsko močnejše države, tudi Združene države Amerike, ki so pristale na repu lestvice. Po katerih merilih pa so ocenjevali države in se Slovenci res počutimo tako zadovoljni z življenjem, kot kažejo mednarodni kazalniki. Denis Malačič. Mimoidoče smo vprašali, ali bi Slovenijo uvrstili na lestvico držav, v katerih se dobro živi. Nekje na seznamu definitivno, ne vem, če lih na vrhu. Ja, nekje na sredini. Ne vem, kako se živi drugod, mislim, da pri nas dobro živimo. Vsekakor, med top 10 bi se kakor jih dal. Države so ocenjevali na podlagi 6 ključnih področij: gospodarske uspešnosti, zdravja prebivalcev, izobraževanja, enakosti, vključevanja manjšin in tudi okoljske trajnosti. Na vrhu lestvice prevladujejo nordijske države. Slovenija se je z indeksom 87,9 uvrstila na odlično 10. mesto in prehitela vse svoje sosede. Zaradi tega, ker nam omogoča osnovo, da dobro živimo. Potem je zelo pomemben občutek varnosti, ki ga imamo v Sloveniji, zdravje, dostop do zdravstva, dostop do šolstva, torej izobraževanje, zdravje, potem medsebojni odnosi in čisto življenjsko okolje. Kaj so največje prednosti življenja v Sloveniji po vašem mnenju? Narava. Jaz bi rekel, da imamo ful dosti vsega. Imamo reke, imamo dostop do morja, imamo gore, imamo travnate površine, imamo gozd, ful dostop do vsega. No? Zdravstvo imamo definitivno kar dobro. Geografsko mislim, da je Slovenija zanimiva, bližina morja. Tudi mislim, da je sproščen bolj ritem življenja. Slovenija se je med najuspešnejše države uvrstila predvsem zaradi kakovostnega zdravstvenega sistema, visoke ravni izobraževanja, razmeroma majhne družbene neenakosti in visoke kakovosti življenja. Zadnja leta se mi zdi, da se Slovenci zelo dobro počutimo v Sloveniji in hkrati menim, da se varno počutimo, kar danes je najbolj pomembno. Čeprav smo Slovenci pogosto kritični do razmer doma, mednarodni kazalniki kažejo, da živimo v eni najboljših držav na svetu za kakovostno življenje.